To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Danes bomo govorili o tem, kdo je Satoshi, kaj je Satoshi, a je Bitcoin omejen, a je to dobro, je to slabo, kako je z dolarjem in evrom in predstavila eno opcijo, kako kupiti Bitcoin. Kdo je Satoshi? Ja, ne vemo, kdo je Satoshi, ali je ena oseba ali je skupina ljudi. Satoshi je tisti, ki je naredil Bitcoin. Moj sodelavec nos majice Satoshi. Neznana oseba, ampak jaz mislim, da jo poznam. Kaj je Satoshi? Satoshi je enota Bitcoina. Valuta. Manjša valuta oziroma vrednost Bitcoina. Delček Bitcoina. Koliko pa je Satoshijev v enem Bitcoinu? Velik. Torej, kdo je Satoshi Nakamoto? Neka oseba, ki se je prek neke mailing grupe izdajal za pisca kode in white paperja o Bitcoinu. White paper je kva? To je neka To je pa pojasnilo o projektu. projektu. Tako. In on, sprav ne vemo, kdo je, a ne? vemo. Še vedno ne vemo. In on je objavil ta white paper, belo knjigo in spustil kodo v internet. a ne? Povabil je ostale k sodelovanju z njo. Okay, in skozi leta se je to razvijalo, odpravljalo razne bage, optimizirali kodo. In on je to sodeloval do 2011. a ne? Potem pa mislim, da ga ni bilo več. Se pravi, v nekem trenutku je zapustil. Ja, to mailing list v resnici. Ne. Oni so se pogovarjali v mailing listi in on je enkrat napisal, da Se seli na druge projekte. a ne? Tako. Od takrat naprej ni več sledi o njem. Ne? In tudi on je lastnik enega dosti velikega dela bitcoinov, a ne? Enega milijona, ne. Milijona. Bitcoinov, ki se Ni do šlo. takrat niso premaknili. In to je zelo pomembno, a ne? Da vemo, da nekdo, ki je bil na začetku, recimo, da je to naredil. Recimo, da imamo upanje, da nimamo centralne entitete, ki jo lahko nekdo napade, ukine, da v zapor, in da vemo, da je zdaj Bitcoin v lasti mnogo deležnikov, ki so med sabo nepovezani, da je koda v nikogaršnji lasti, da teče na omrežju računalnikov, glavno, da Bitcoin ni od nikogar in Hkrati od vseh. a ne? hkrati od vseh. Tako. Okay, zakaj je pa pomemben, da ni ene entitete, se pravi, ni enega lastnika, kreatorja? Ali pa podjetja, ki skrbi za to kodo. To je zato, da ga ne ugasnejo, da ga ne zaprejo, da ga nihče ne more ukiniti. To je pa en izmed špekulacij, tudi, da je to projekt od CIA. ne? Zakaj misliš, da bi to CIA naredila? Ja, vsak, ki želi imeti oblast, želi imeti nadzor nad premikom denarja in lahko bi tudi CIA to naredila, ne, in spremljala vse transakcije. Ampak zaenkrat po vseh spremembah kode, napadih na kodo, softworkih, tega nismo zaznali, ali pa sva midva nevedna. Ne. No, možno je vse. Ne? Nikoli ne vemo, kdo je zadaj. Vedno moramo biti previdni pri vseh teh stvareh. Kaj pa je sploh Satoshi? Zdaj Satoshi imenujemo najmanjšo enoto Bitcoina. To je 1/100 milijoninka Bitcoina. Bitcoin je delil na 8 decimalko, tako kot je evro na drugo. No, in to najmanjšo enoto v Bitcoinu imenujemo Satoshi po temu psevdonimu programerja, ki je objavil Bitcoin kodo. Zdaj to tako povedal, da nisem skoraj nič razumel, 10/8 ali kako že rekel, 8-mestno. No, saj vse. Skratka, Najmanjša 100 milijonov je enota- teh Satoshijev v enem Bitcoinu. je tako? In Satoshi je najmanjša enota Bitcoina. Tako kot je cent najmanjša enota evra ali pa dolarja, je Satoshi osnovna enota Bitcoina. Bitcoin je omejen in sicer na 21 milijonov. Bolj natančno, nikoli jih ne bo 21 milijonov, v kod je zapisan, da se bo ta vrednost asimptotično približevala 21 milijonom. Trenutno jih je v omrežju 19,7 milijona, če se ne motim. Zadnji Satoshi bo pa prišel v omrežje, mislim, da nekje čez 120 let, cirka 2140 ali nekaj takega, ne? Do leta 2040 pa mislim, da naj bi prišlo 99,9% Bitcoina v omrežje. Se pravi, do takrat imate cajt, no, nabirate te stvari, tudi kasneje, ampak zdaj ta prav cajt, ne? Kako jih nabirajo velike firme zdaj, ne? Vidimo ogromen naval v Ameriki, v
v Hongkongu. Ja, verjetno še niso bolj. samo firma, verjetno. Ne? So kje tudi prikrito kakšne države večje ali pa manjše. Ja. Ena, ki to javno objavlja in je zdaj možno prek spleta preveriti stanje vsak dan, koliko imajo bitcoinov, je Salvador. Vemo, da to dela Bhutan, ne? Sem si prav zapomnil Bhutan. Bhutan majna, ampak ja, tudi kupuje bitcoin. Ja? In verjetno še marsikakšna druga država, razen Razen Slovenija. Slovenija pa. Gospodje, odgovorni, ajmo. No, David, zakaj je pomembna čim bolj fiksna količina denarja v obtoku? Ja, pa dajte prvo pogledati evro ali pa dolar. Dolar kar luštno štancajo, sploh zadnja 4 leta, mislim, da je bilo ustvarjenih več kot 40% enot v vsej zgodovini dolarja. In kaj se je zgodilo v tem času z cenami? Ja, naraste so, kar šle so gor, ne? In ne vemo odkje, ne? Oziroma nam govorijo, da ne vejo, odkje je to nastalo. Se pravi, večja količina denarnih enot na trgu, prej ali slej na trgu povzroči, da cene dobrin narastejo. Se pravi, povečana količina denarja zasleduje relativno enako količino dobrin in to pomeni, da so cene narasle. Ja, zelo dobra analogija je še pri proizvodnji istih stvari. Ko proizvedemo en izdelek, je cena tega izdelka, katerikoli izdelek v katerikoli proizvodnji, ponavljajoči, je cena tega izdelka enaka celi investiciji in ceni znanja, ki je bila potrebna za izdelavo tega izdelka. Ko naredimo milijonti izdelek, je pa cena tega izdelka cela investicija plus energija porabljena za izdelavo milijon izdelkov, deljeno z milijon, ne? Se pravi, vsak nov izdelek je cenejši. Drži. Glede na to, da človek stremi k temu, da dela stvari bolj učinkovito vsak dan, se pravi, z enako količino inputa želimo narediti več, ali pa za manjše število inputa želimo narediti enako, pomeni, da v primeru, da je količina fiksna, mora cena na trgu padati. Se pravi, cena ene enote produkta se dnevno zmanjšuje, oziroma bi se mogla zmanjševati v tem primeru. In to je možno samo, če imamo omejeno količino, ali pa dajmo reči relativno fiksno količino denarnih enot v obtoku. Če pa neprestano narašča količina denarja v obtoku, pa pač do tega deflatornega učinka, ki v bistvu nam ga da produktivnost, ne pride. Pejte v trgovino pa mi povejte, a ste plačali 10% ali 5% več kot lani, ali ste plačali 40-50% več. Jaz zase bom rekel bolj to drugo. Ja. Še to moramo dodati, ne, da ponudbo in povpraševanje spreminjate cene za določen izdelek, ampak v ekonomiji z enako število enot v obtoku, povečano povpraševanje za izdelek A pomeni višanje cene za izdelek A, ampak hkrati se bo pa izdelek, ki ni zaželjen, cenil. V inflatornem okolju se bo oba dva držita, samo eden malo hitreje kot drug, drži. Spravo imamo popačeno sliko in popačen trg. In če imamo popačen denar, imamo popačene signale cenovne povsod. Kdo pa lahko spreminja te količine denarja? Zdaj, če pogledava fiat svet, kdo je tisti? Se pravi, so neki ljudje, ki jih sploh ne poznamo, a smo jih mi izvolili? Ja, večinoma ne. Ne. In oni pač neke odločitve sprejmajo, povečajo količino denarja, za katerimi nismo glasovali. Ampak kaj pa to pomeni? To pomeni, da tisti, ki so blizu tem, ki imajo to moč. Ker poveva, kdo so to? To so centralne banke. Ja, tako je. Centralne banke ne bi bile neodvisne, ampak vemo, da niso. Se pravi, je zadnji politika, ker seveda ne sme priti do stagnacije gospodarstva. Mora vedno biti rast, nujno, za vsako ceno. In to rešuje tako, da uravnavajo količino denarja predvsem navzgor, povečujejo. In kdo je tisti, ki je najbližji temu, so prav te, ki to zahtevajo, in te imajo glavno prednost nove količine denarja. Oni lahko pridejo na trg s to novo količino denarja, bodi si ga plasirajo naprimer v nepremičnine, v delnice, se pravi v delniški trg,
oni kupijo po tej ceni, ampak preden ta denar pride do nas, se celoten trg dvigne. In vse, kar nam ostane od te dodatne količine denarja, ki pride na trg, je nič drugega kot višja cena. Se pravi, z printanjem denarja nam razvrednotijo denar, ki ga držimo v naši denarnici. No, in to rešuje Bitcoin s to omejeno, vsem znano in preverljivo količino enot v toku. Tako. In tukaj ni nikogar, ki bi lahko to spremenil oziroma printal. Ne? Vsi vemo, kdaj bo nov Bitcoin prišel na trg in dokdaj se bodo ti Bitcoini rojevali v omrežje. In če ti držiš en Bitcoin v celotni količini, v 21 milijonih, se pravi, boš še naslednjih 100 let še vedno držal en Bitcoin v teh 21 milijonih. Se pravi, ni printanja in ni razvrednotenja vrednosti tvojega Bitcoina glede na celotno količino. To je bistvo. Krasno, zato imamo radi Bitcoin. Treba povzeti. Se pravi, mi imamo zdaj omejeno količino Bitcoina, pa imamo praktično neomejeno količino fiata. In če povečamo količino denarja, zmanjšamo kupno moč tistega denarja, ki ga imamo mi v rokah. A lahko rečemo, da je to kraja? A bom kar sebe vprašal. Ja, lahko rečemo, da je to kraja. A pa kdo to gleda na ta način, misliš? Kramberger je gledal tako. Res? On je rekel, dragi Slovenci, vsi vam kradejo. Pismo je. Ampak to je res. EPP, kaj je že to? Ekonomsko-propagandni program. A imamo kaj od tega? Imamo novega sponzorja, jokamo od sreče, Bitcoin Shop. V Sloveniji imamo Planico, Potico in imamo Bitcoin Shop. To je trgovina z denarnicami za Bitcoin. Bitcoin je treba nekam pospraviti in varno hraniti in najvarnejše mesto za to so strojne denarnice. Najboljši način za nakup teh denarnic pa je osebno ali pa vsaj delno anonimno. In Bitcoin Shop omogoča oboje, meni se zdi. Kar pa je najboljš, je pa popust. S kodo na Coinu dobite 5% popusta na vse denarnice in oblačila. Torej, hitro na bitcoin-shop.si po najcenejše denarnice v Evropi in super cene za majice z Bitcoin tematiko. www.bitcoin-shop.si. Če pokličete zdaj, ne bo nič cenej. No, pa pojeva zdaj naprej na vprašanje bralcev, ker tole sva kar zakomplicirala, se mi zdi. Ja, prav en, da ima strojno denarnico Ledger, ki pa jo je po lastni narodnosti uspel uničiti. Zdaj sprašuje, a mora nujno kupiti enako denarnico, da pride do Bitcoina, ali lahko kaj drugega naredi? No, Ledger ima denarnice, ki zasledujejo BIP39, to je priporočilo v Bitcoinu, nek Bitcoin standard, ki določa, kako je backup te denarnice zapisan. Vsi ste že slišali za teh 12, 18, 24 besed. No, in Ledger kreira denarnice na enak način kot mnogo drugih proizvajalcev, kot recimo Trezor, Bitbox, Passport, Keystone, Jade in še veliko drugih. Torej, ko imamo teh nekaj besed varno shranjenih, kljub temu, da nam je Ledger ali katerakoli druga denarnica crkljena, lahko kupimo alternativo, na njo prenesemo te besede in smo znova uspeli dostopati do svojega Bitcoina. Prav razumem, da ni nujno, če sem en pokvar strojna denarnica, da kupim od istega proizvajalca, lahko kupim tudi od katerega koli drugega, ki podpira to, kar si prej nekaj rekel, neke številke. Ja, ta BIP39, res je. So pa na trgu tudi denarnice, ki ne podpirajo teh Bitcoin priporočil, s tistim je pa malo težava. Ok, zdaj gremo na drugo vprašanje. Sicer Jasna sprašuje, kje kupiti in prodati Bitcoin. No, mi dva priporočava, da Bitcoin kupujemo brez pošiljanja osebnih podatkov. V angleščini bomo slišali izraz non-KYC, ali pa če boste videli zapisan, to piše non-KYC. Ne se sprašujete, kaj je to KYC, to ni Kentucky Fried Chicken, ampak pomeni, da lahko kupimo Bitcoin brez da pošljemo prodajalcu ali menjalnici svojo osebno, svoj pasuš, kopijo računa za elektriko, komunalne storitve ali kakršenkoli drug račun, ki dokazuje, kje smo doma, ampak se sam logiramo z recimo izmišljenim mailom in nakažemo denar in v nasprotno smer dobimo Bitcoin.
Zakaj bi to sploh naredil? A zakaj bi se izognil pošiljanju svojih osebnih podatkov? Ja, recimo. Pa, kaj koga briga, zakaj jaz kupujem Bitcoin? Tako, kot imam pravico kupiti jabolka na tržnici, imam pravico kupiti dolarje v vsaki menjalnici, brez da se legitimiram. Imam pravico tudi kupiti Bitcoin, brez da to ve država. Ok, pa še ena stvar je, ne? Če ti nekomu zaupa svoje podatke, to postane za hekerje en tak zelo mikaven cilj, kamor želijo priti, se pravi, in te podatke potem prodajati naprej ali jih pa zlorabiti in prideti mogoče do tebe, No, pa in potrkati na vrata. a ne. Marsikdo je že izgubil podatke svojih kupcev, tudi Ledger jih je, se pravi, velike organizirane firme, ki imajo poskrbljeno za varnost interno in eksterno, pa so jih vseeno izgubili. Zato teh podatkov res ni potrebno dajati vse naokrog. In zato priporočamo, da kupujemo Bitcoin brez posredovanja osebnih podatkov. In v Sloveniji smo lahko srečni, ker smo že leta nazaj dobili možnost, da lahko kupimo Bitcoin na vseh petrolovih mestih. A ste vedeli, greste na pumpo, tankate bencin, pridete na blagajno in rečete, En Bitcoin. ne, rečete petka, ne, 50 litrov bencina, pa še za 50 evrov Bitcoina. Ker če boš rekel en Bitcoin, blagajnik ne bo nič vedel, kaj je. Zato me čudno gledal za. Ja, Ja. moraš reči za 50 evrov Bitcoina in on nič ne vpraša, sam sprinta kupon, se pravi isti listek kot za bencin, gor je koda, prideš na internet, odpreš stran bitins.net, tam se registriraš z mailom, kot sem rekel, mail je najbolj, da je enkraten ali izmišljen, do katerega imaš dostop, vneseš številko kupona na to spletno stran in prejmeš Bitcoin za protivrednost, ki si jo plačal na Petrolu. Največji kupon je, mislim, da 200 evrov in na to, ker si ti denar že dal v Petrolu, Petrol Bitinsu, na to ti Bitins nakaže Bitcoin na naslov, ki jim ga pestaš, se pravi prilepiš v njihovo spletno aplikacijo, naslov pa jasno, upajmo, generiraš v svoji strojni denarnici. Kar tukaj ni najbolj super, je provizija, to je 7 odstotnih točk, Pismo. kar ni malo, ampak še enkrat, to ni veliko za non-KYC. Če vam je všeč, kar počneva in bi naj podprli s kakšno žemlo, kavo ali pa zrezkom, na spletni strani se vam po kakšni minuti odpre okenček, kjer vas vodi skozi postopek in nam lahko pošljete kakšen satoshi. Če bi pomagali pa kako drugače, pa pošljite mail na info@decrypt.com. V naslednji epizodi pa vam predstaviva 2 platformi, kjer lahko kupite Bitcoin. In ne pozabite, Bitcoin smo mi.